hvala tudi z moje strani kolegici in kolegom za to, da so se držali časa in da nismo predolgo ostali na soncu za kratko predstavitev. Preden vas povabim tjele v globljo senco še nekaj informacij. Celoten program bo na voljo na naši spletni strani danes od 16. ure naprej. Nismo tega razmnoževali na papirju, več kot je bilo potrebno, zato ker želimo tudi na ta način varovati okolje. Na spletni strani bo kompleten program, ne samo povzetki. Ta kompleten program bo verjetno v naslednjih dneh doživel še nekaj redakcijskih popravkov glede na zelo živahno razpravo, ki smo imeli včeraj na izvršilnem odboru. Vendar pa bistvenih vsebinskih sprememb ne bo, tako da tekst, ki bo danes objavljen, je v bistvu program Slovenske demokratske stranke za prihodnost. Ta program je nastajal zadnji 2 leti v okviru našega strokovnega sveta. Predstavili so ga predsedniki odborov, ki so vodili to pripravo, usklajevali nastanek tega programa in ki ga nameravajo v prihodnjem mandatu tudi uresničevati. Pred vami je večji del uspešne ekipe, ki je skupaj z našimi koalicijskimi partnerji že v tem mandatu pripomogel k dvigu Slovenije na višjo razvojno raven. Pred vami je tudi večji del uspešne ekipe, ki je skupaj z našimi koalicijskimi partnerji zadnjega pol leta uspešno vodil Evropsko unijo. In če smo zadnje leto, lahko bi celo rekli leto in pol, zelo intenzivno delali z prioriteto vodenja Evropske unije, so pred nami 4 leta, v katerih bomo zelo intenzivno delali za nadaljnji napredek in razvoj Slovenije. Torej, preden vas povabim v senco, čeprav ste v glavnem bili bolj v senci kot mi. Zdaj še čas za kratko vprašanje, če so. Bi dali dami prednost. Gospod premier, če je vaša stranka zmaga na volitvah, če to razumem, so to kandidati za ministre v vaši vladi, ne? Ja, več ali manj. To je pač ekipa, ki je pripravila program in ki je zagotovo najbolj kompetentna, da ta program tudi uresničuje. Ni pa rečeno, da bo stvar natančno takšna, glede na to, da so doslej vse vlade v Sloveniji bile koalicijske, da so potrebna pogajanja, usklajevanje tudi, ko gre za samo vladno ekipo in da pričakujemo seveda brez kakšnih velikih iluzij, da bo tako tudi letos. Gospod Janša, lep pozdrav, gospod Janša, Denis Arkeč Vest in ostali prisotni. Zanima me, ali ste vi edini možni mandatar, če vaša stranka zmaga na volitvah, se tukaj mora biti za vami skriva kakšen drug adut oziroma joker. In kot drugo me zanima, zakaj samo ena dama, kaj niste mogli najti še kakšna? Torej, za mano je 16 adutov, tako da, če sem prav preštel, seveda. In kar se tiče pa sestave vlade, vedno je na koncu tudi struktura po spolu boljša, kot se napoveduje. In tudi zdaj ima vlada, mislim, da največje število ministric ali pa smo na zgornji meji glede na zgodovino v Sloveniji, tako da. Mandatarstvo? Kot že rečeno, za mano je 16 adutov. Pravi, ni sigurno, da ste to edini videli. Naprej vprašanje. Petra Bezjak, Televizija Slovenija. Davčna bremena boste zmanjšali, kritiki pravijo, da je vaša davčna reforma najbolj ogrozila srednji sloj. Kaj boste njim ponudili? Pa zanima me še kakšen umik, mogoče še iz gospodarstva, če to pričakujete, da bo se država umaknila iz gospodarstva, in kaj konkretno vi naredite za bolj zdravo okolje? Morda ločujete odpadke, kaj podobnega? Vidim, da smo že v dobi soočen. Torej, kar se davčne reforme tiče, ki je bila izvedena, je ta reforma najbolj razbremenila najbolj produktiven sloj. Ljudi z višjo stopnjo izobrazbe, ki tudi k napredku največ prispevajo in ki so bili še posebej z zakonom oziroma z davkom na plačno listo najbolj obdavčeni. Najbolj obdavčeno podjetje v Sloveniji pred to davčno reformo, mislim, da je bilo podjetje Iskratel, v katerem je delalo 200 razvojnikov in inženirjev z seveda univerzitetno izobrazbo, in oni so plačali največ davka na plačno listo. Torej ne drži,
da so bili učinki takšni, kot pravite, šli so v povsem drugo smer, to je bil tudi osnovni cilj reforme in tudi ne drži, da je ta davčna reforma razbremenila najbogatejše. Kajti tisti, ki največ prispevajo, ki so najbolj inovativni in ki imajo tudi relativno najvišjo stopnjo izobrazbe v Sloveniji, žal niso najbogatejši. Bi pa bilo normalno, da so bogatejši, kot pa trenutno so, tako da to smer razbremenjevanja bomo zagotovo nadaljevali. Se pravi, razbremenjevanja dela, še posebej najbolj inovativnega in najbolj produktivnega. Druga smer v teh nadaljnih korakih, ki je bila nakazana v predstavitvi mojih kolegov, je zelena oziroma okoljska davčna reforma, ki jo bo potrebno izvesti v tem smislu, da tisti, ki okolje onesnažujejo, zato tudi sorazmerno plačujejo. To je edini pristop, ki bo zagotovil, da bo Slovenija v prihodnosti izpolnila okoljevarstvene cilje. Naprej, prosim. Nika Repovž, Radio. Imela bi 2 vprašanji za gospoda ministra Viranta, če je možno. Z veseljem. Ste lahko bolj konkretni, kako bo po novem višji delež plače, ki bo odvisen od delovne uspešnosti, in pa zanima me, pravite, da bo eden od ciljev še naprej učinkoviti servis, torej javna uprava za državljane. Poznamo pa vaše zadržke glede ustanavljanja pokrajin in uveljavlja se predvidoma enotirni sistem. Kako konkretno bo to mogoče glede na te zadržke? Hvala. Hvala za vprašanje. Glede prvega vprašanja je možnosti več. Ena od možnosti recimo je, da se v vsakoletnih pogajanjih o linearnem dvigu plač v javnem sektorju del tega dviga namesto ali del uskladitve z inflacijo in z produktivnostjo namesto za linearno rast plač nameni za povečanje mase sredstev za delovno uspešnost. To je recimo ena od konkretnih idej. Kajti pogajanja v javnem sektorju v naslednjih letih bodo, zahvaljujoč pravkar zaključeni reformi, bistveno drugačna. Ne bo več ločenih eskapad ene, druge, tretje, četrte plačne skupine, ampak se bomo vsako leto vsi sindikati na eni strani in vlada na drugi strani pogajali o generalni rasti plač. In tu bo vlada vztrajala, da gre čim večji del te rasti v maso za delovno uspešnost. Glede drugega vprašanja je pa tako. Organizacijske oblike niso ključne za kvaliteto delovanja javne uprave. Ključno je to, da se nadaljujejo projekti, ki so bili začeti. V tem mandatu smo naredili veliko za to, da so se storitve približale državljanom, naprimer z uvedbo delovnih sobot, z barometrom kakovosti, kjer lahko vsak državljan oceni zadovoljstvo storitvijo, ki jo je deležen na upravni enoti ali pa pri davčni izpostavi ali pa kjerkoli, in z odpravo številnih birokratskih ovir in poenostavljanjem postopkov. In v to smer bomo nadaljevali, ne glede na to, kako bo uprava organizirana. Kot sem že rekel, ta vlada je že sprejela konkreten program odprave administrativnih ovir za leto 2008 in za leto 2009. Ker je ta proces zbiranja predlogov tako uspešen, smo dobili tako veliko število predlogov, da se je nabrala zaloga za 2 leti. Mi smo to naredili in če dobimo na volitvah, potem tudi garantiramo, da bo ta projekt, torej ta program točno tako, kot je zastavljen, izpeljan. Še zadnje vprašanje. Če še kdo ni bil, drugače pa z veseljem. Lahko brez mikrofona. Lahko. Gospod Janša, lahko sem vi ali mora biti Gospod Janša, ali mi lahko vi ali mora biti kdo drug izmed vaših adutov razloži, katera predvolilna obljuba bo letos odločila zmagovalca na volitvah, mora biti prihaja tudi iz vašega programa? Torej, mislim, da morate to vprašati vedeževalko. Hvala lepa, vsi ste vabljeni v Senco.